Vem, da blefiraš strastne poljube, ko igrizaš ustnice, prodajaš šile, prazne obljube, da si dal ji svoje srce. Danes z nami sveže razvpita Petra Pečovnik. Petra, lep pozdrav. Lep pozdrav. Tebe zdaj predstavljajo kot najnovejše, najbolj vroče odkritje na tej slovenski glasbeni sceni, pa ti v bistvu poješ že celo večnost, če se ne motim. Boš kaj več povedala o tem? Ja, doma pravijo, da sem začela prej pet kot hoditi. No, vse sem vam povedala s tem odgovorom. Slučajno vem, da si pela v eni skupini predtem, mislim, da so se imenovali Smash, se motim. Ja, to je bila zdaj zadnja skupina, za katero sem nastopala. To je bila skupina Smash iz Avstrije in nastopali smo po vsej Evropi. Kje vse? Vse povsod. Od Avstrije, Nemčije, Švice, Italije, Madžarske in še bi lahko naštevala. Slišal sem tudi eno zanimivo primerjavo, sicer, da si ti končno tista, ki bo zapolnila praznino, ki je nastala z odhodom Pike Božič v penzijo. Tvoj komentar. Sploh ne vem, kaj naj komentiram. Mislim, to je samo pozitivno za mene. Ne? In zakaj misliš ta primerjava? Nimam pojma. Nimam pojma. Bi želela biti nova Pika? Ne da nova Pika, ampak Petra, ampak ful dobro je, če me primerjajo za Piko Božič. Mi je v čast. Živela si tudi že svoj veliki ognjeni krst na slovenski sceni in to svoj prvi čisto pravi škandal, če lahko malo načnem to temo. Pred dnevi smo videli eno precej delikatno naslovnico in sicer, zdaj bom kar citiram, mislim, da je bilo na balkonu Domna Kumra, z naslovom Potegnila mu ga je, oziroma povlekla mu ga je ali nekaj takega. Petra, kaj sta pa počela? Jaz ne bi tega komentirala. Potem mi tudi drugo vprašanje pade v vodo, ker sem hotel reči, da si na ta način Domna naredila za dobro reklamo. Ne? On je namreč stal, tvoja glava je bila pa kar nekaj oddaljena od njega. Ne bi komentirala. Pa kje pa je meja, ko bi ti recimo novinarja spustila v svoje zasebno življenje? V bistvu se moja zasebnost ne tiče javnosti. Pač v javnost bomo dali to glasbeno ustvarjanje in vse skupaj, kar se pa tiče privatnega življenja, pa sigurno ne. Najbrž nisi potem ena izmed tistih Slovenk, ki bi se slekla za katero revijo ali kaj takega? Ne, nisem o tem razmišljala. Čeprav je pač prišla v revijo zdaj po naključju. Ampak ne, celotni paket, ne? Točno. Pa kaj misliš, slovenske pevke preveč poudarjajo, ne vem, svoje anatomske značilnosti, svoje telesne značilnosti in premalo glas? Ja, nažalost je danes tako, da najprej se glasbo gleda z očmi, ne, oziroma posluša z očmi, potem šele z ušesi, ne. Definitivno je v današnjem času tako, da preveč se da poudarka na sam izgled, premalo pa se posvečamo pač prav petju oziroma glasbenemu izvajanju. Petra, vem, da blefiraš. Ne? To je naslov nove skladbe. Kako je nastala? Nastala je tako zelo spontano. Skladbo smo ustvarila z Domnom Kumrom. Pač nam je všeč in upam, da bo tudi vam. Je nekaj avtobiografskega? Vsake skladbe je nekaj avtobiografskega. Jaz moram biti, če malo radoveden. Sta vidva z Domnom par? Tudi tega ne bi komentirala. To je eden bolj skrivnostnih intervjujev, ki smo jih kadarkoli imeli. Petra, samo za konec, kakšni plani za prihodnost? Zelo uspešno glasbeno ustvarjanje na naši sceni. Držimo pesti. Hvala lepa.